Kakšno pa je trenutno stanje na gradu Kamen? No, zdaj moram povedati, da smo ugotovili, da ni najbolj primerno in smo se odločili, da bomo posamezna območja zavarovali, da ne bojo dostopna, in pa predvsem je pomembno to, da smo naročili pregled, bom rekel, predvsem statični, in v naslednjem letu bomo že namenili 45 tisoč evrov za najbolj nujne sanacije, ker moramo zavarovati območje in poskrbeti predvsem za varnost obiskovalcev. V nadaljnjih letih bomo po 35 tisoč evrov vsako leto vložili v ta grad Kamen. Seveda smo pa tudi zdaj na pobudo turističnega društva iz Begunj pravzaprav videli, kaj bi lahko vse na tem gradu še dodatno počenjali preko Zavoda Turizem Radovljica in pa turističnega društva. No, in se bo izdelala ena študija, kako postopoma prideti recimo in pričeti predvsem na teh, ker grad je ogromen, na teh segmentih, ki so varna, da bi čim večje število ljudi privabili v ta prelep konec doline Drage. In kdaj predvidoma menite, da boste počasi začeli sanirati? Kot sem že omenil, mi bomo začeli v letu 2017 in potem vsako leto nadaljevali. Seveda to niso ogromna sredstva, ampak če seštejem nekje do 2022, bo sigurno 150 tisoč evrov zagotovljenih. Predvsem bo šlo v sanacijo teh zidov, ki se pravzaprav krušijo in lahko povzročijo ne samo materialno škodo na tem območju, ampak tudi ogrozijo te obiskovalce. Mi se tega zavedamo in vkolikor bi ugotovili, da ne moramo do take mere sanirati, je tudi opcija, da bi posamezna območja popolnoma zaprli za javnost.